MNZS podcast, zgodbe in podobe novejše zgodovine. Dobrodošli v podcastu Muzeja novejše zgodovine Slovenije, v katerem predstavljamo zgodbe iz arhivov in razstav MNZS-ja ter osvetljujemo različne vidike sodobnih muzejskih praks. Moje ime je Korin, vi pa poslušate prvo epizodo mesečnega podcasta, v kateri nas kustosinji muzeja Nataša Strlič in Irena Ribič popeljeta po novi razstavi z naslovom Tekma je bila odpovedana. In takoj se pojavi prvo vprašanje, zakaj je bila tekma odpovedana? Ker se je v bistvu 4. maja zgodila ena zelo pomembna zadeva, in sicer je v bistvu v skoraj 88. letu umrl Josip Broz Tito. Še predtem pa so se slovenski politiki dogovorili, da bojo imeli prav posebno geslo, s katerim se bojo obvestili, ko se bo ta dogodek tudi zgodil. In takrat je Popit obvestil svoje ostale kolege politike, da je tekma je bila odpovedana, kar je bil dogovoren znak, da je Josip Broz Tito umrl. On je bil predtem v bistvu hospitaliziran v ljubljanskem kliničnem centru. Zakaj so ga pripeljali prav v Ljubljano? Ljubljanski klinični center je takrat veljal za najmodernejši bolnišnični kompleks v Jugoslaviji. Tito je že tudi predtem prihajal na redna zdravljenja v Ljubljanski klinični center in je bila potem to čist neka logična posledica, da tudi v času res te hospitalizacije pred smrtjo, da so ga hospitalizirali torej v Ljubljani v kliničnem centru. Tam je imel negovalno osebje izbrano, zdravniški konzilij izbran, seveda sestavljen iz večjih zdravnikov njegovih stalnih, ki so ga zdravili že prej, in tudi teh vojnih iz Vojno-medicinske akademije iz Beograda, tako da. In trije v bistvu od zdravnikov zdravniškega konzilija, ki skrbijo za njega, ta konzilij je bil 7-članski, je bilo Slovencev. In ti zdravniki, to so bili dr. Brecelj, dr. Košak in dr. Mahkota, so ga spremljali in zdravili tudi že pred tema. Spremljali so ga pa tudi na njegovih številnih potovanjih po svetu in skrbeli za njegovo zdravstveno stanje. To pomeni, da so se že prej poznali. Z dr. Brecljem je bil tudi v bistvu prijatelj in Tito je praktično jim tudi zelo dobro zaupal. In že predtem, še pred izgradnjo kliničnega centra, to je bilo leta 1975, je hodil sem na kontrolne preglede najprej v sanatorij Emona, potem pa v bolnišnico Petra Držaja. Klinični center, pa kot je že Irena povedala, je bil pa eden najmodernejših medicinskih ustanov v državi in logična posledica je seveda, da je na te preglede od leta 1975 do svojega zadnjega, bomo rekli, hospitalizacije 80, prihajal tudi sem. V tistem času so oči mednarodne in domače javnosti bile uperjene v UKC in medicinskem konziliju. Imamo kakšno informacijo ali kakšen zapis o tem, kako so člani zdravstvene ekipe ta dogodek tudi doživljali, kaj se je z njimi dogajalo? Zapisov, bomo rekli, ni tako zelo veliko, so spominski zapisi, recimo je knjiga dr. Laleviča, anesteziologa, tudi enega člana zdravniškega konzilija, ki je knjigo napisal prav zaradi tega, ker so se pojavile številne špekulacije, kaj se je dogajalo praktično v teh zadnjih 4 mesecih njegovega življenja. Dr. Brecelj, recimo, smo najdli samo zapis v lokalnem glasilu kliničnega centra, ki je bilo, mislim, da objavljeno ta zadeva 80. leta, kjer je izrecno zahteval, da v bistvu se to prvič in zadnjič v bistvu govori o tem in da objave tega drugje ne dovoli. Tako da je bila ta zaveza molčečnosti zelo močna. Tako da iz kliničnega centra praktično informacija v tistem času skoraj da ni prišla nobena o njegovem zdravljenju. Samo tiste, ki so bile uradne, to so bili pa te uradna poročila, ki jih je dajal konzilij. Na eni strani praktično predvsem za javnost in ta poročila so predstavljali tudi na sami razstavi. Po drugi strani so pa še malo bolj obširna poročila posredovali tudi predsedstvu SFRJ, ki je bilo takrat najvišji organ države. In mislim, da če se ne motim, celo 3-krat dnevno, da se jim pošiljala ta obvestila, ki so bila pa obširnejša in tudi bolj natančna kot ta, ki smo jih prebrali v časopisu. Ta časopise so dejansko protokolarna, to se tudi vidi, ko spremljaš, mi da so pregledali tudi te časopise, kot je Nataša rekla, tudi dali na razstavo, ampak to je res zelo, zelo skopo poročilo, res tisto osnovno objavljeno v časniku Delo, recimo. Ampak zelo racionalno, v bistvu zelo
V bistvu vsak stavek, vsaka beseda v bistvu zelo dobro drži, ampak ne gre v podrobnosti. Kaj pa njegovo zdravstveno stanje, oziroma so ljudje lahko spremljali, kaj se je dogajalo, ker vemo, da zdaj je kar precej informacij glede tega, kako je njegovo zdravljenje potekalo, kaj se je dogajalo, tudi tako zelo klinično, medicinsko na nek način. Ljudi zelo zanima, kaj se je dejansko dogajalo. Tudi neke špekulacije sem slišala, da so okoli tega. A imate kakšno informacijo glede? Špekulacije ogromno, ampak kot zgodovinarji želimo iti vedno v bistvu na fakte, na tisto, kar dejansko obstaja. In tukaj dejstva so zelo jasna, da je pač novo leto preživel v Karadžordževu, obkrožen svojo družino, čeprav je bilo prvotno namenjeno, da bo novo leto preživel na Brdu pri Kranju, ampak je v bistvu ta bolečina v nogi je bila že zelo močna. In na tem novoletnem zabavi, bomo rekli, sta bila tudi že 2 člana slovenskega zdravniškega konzilija, Košak in pa Mahkota, in sta v bistvu potem že priporočila, da gre v bistvu na neke preglede v klinični center, kamor je res prišel potem 3. januarja. Tako so ga pregledali, potem za nekaj časa premestili na Brdo, se tam v bistvu zelo politično korektno posvetoval še v bistvu z 2 tujima zdravnikoma, Dibejkem in pa Knjazem, pač ameriškim in pa ruskim, zelo uravnoteženo, tako da so pač dobili še drugo mnenje. Dejstvo pa je, da je v bistvu že gangrena v bistvu te leve noge že napredovala in je bila potrebna hospitalizacija in potem tudi pač kirurški poseg z eno operacijo, ker smo želeli pač to trombozo oziroma to obolelo nogo nekako popraviti, rešiti tako, in potem 20. mislim, da je bila druga operacija, kjer so mu pa nogo amputirali. Zadeva se je pa malo izboljševala, mislim, zdravstveno stanje, tudi o tem govorita, bomo rekli, 2 pričevalca, pač, ki smo jih tudi uspeli dobiti, ki sta bila del ožjega tima, ne sicer zdravnikov, ker vsi pač zdravniki konzilija so že pokojni, tako da lahko sklepamo samo na podlagi tega, kar je bilo napisano in kar je pač na razpolago. Sta bila pa v bistvu še malo bolj bližna, bomo rekli, ker medicinska sestra je tista, ki je večino časa z pacientom, da je mogoče bolj kot zdravnika. In smo v bistvu dosti zanimive podatke dobili od njih, zelo korektne, bom rekla, in vse to bo tudi predstavljeno na razstavi. Tako da se je konec januarja zadeva kar izboljšala, se je pa potem v sredini februarja pa precej poslabšala. Kaj pa govorijo, bom rekla, medicinska sestra konkretno v teh zadnjih dnevih, zadnjih mesecih? Ona konkretno, gospa, ki je ena od pričevalcev, je bila z njim kot edina medicinska sestra že na Brdu, kot negovalka njegova, in je potem tudi prevzela mesto glavne medicinske sestre v kliničnem centru. Morate vedeti, da so bile te pač medicinske sestre zbrane, nekaj jih je bilo iz Ljubljanskega kliničnega centra, potem so spet prišle iz Vojno-medicinske akademije iz Beograda in iz vojne bolnice iz Splita. Tako da to je bil en tim sester, ki so ga negovale. Je pa bila ta gospa, konkretno Miča Zupan, o kateri govori, mislim, ki bo tudi predstavljena na razstavi, bila skozi ob njem. Ona iz njenih spominov je jasno, da so se pogovarjali, so ga lepo negovali, naj ne bi bil zahteven pacient, da je zelo dobro prenašal bolečino. To sva zvedeli potem tudi od drugega pričevalca, od gospoda Hostnika, ki je bil pa vodja tega negovalnega osebja, medicinski tehnik. Tako da zelo zanimive stvari. Ja, zelo. Res. Ker tudi sam prihod v bistvu, oziroma priprava prostora je bil velik logistični poseg, ker on v bistvu res v razmeroma kratkem času je bilo treba pripraviti oddelek v bistvu za predsednika. Čez noč praktično so dobili ukaz pripraviti nadstropje za njega, za njegovo spremstvo, skratka za vse, za cel krog okrog njega tudi. In o tem govorili ta gospod Hostnik, ki je bil pač tako lepo je razložil, pač je bil na nekem, z družino je bil in potem ga je v bistvu iskala policija,
so mu sporočili, kakšna je situacija. Sledil je hiter sestanek z Janezom Zemljaričem, on je v bistvu tudi oseba, ki se dosti tukaj pojavlja, tudi kot nekdanji, bomo rekli, vodja kliničnega centra, in pa z dr. Košakom, ki je bil tudi v bistvu član njegovega konzilija. Praktično so se sestali, v bistvu skoraj da res čez noč dogovorili, kako bo zadeva potekala. Potrebno je bilo seveda, kot je Irena rekla, sestaviti dobro medicinsko ekipo, preverjeno seveda, praktično vse, ki jih je, in gospod Hosnik je tudi predlagal to negovalno osebje medicinskih sester, ki so bili seveda vse preverjene, če so ustrezale. In na koncu je bila ta ekipa res zelo močna, zelo kvalitetna, zelo strokovna. Je pa dejstvo, da v bistvu ne govorite o nekih konkretnih zdravniških oziroma negovalnih zadevah, ker v bistvu se mi zdi še vedno ta zaveza, ne lih močečnosti, ampak v bistvu tudi spoštovanja do njega, tako je zelo močna. In zato govorite predvsem mogoče o malo bolj takih intimnih, pa vseeno v bistvu ne toliko takih izrazito medicinskih zadevah. Točno tako, res prav tako po spominih takih lepih. Brskata, nič pa toliko konkretnega, res, kot je rekla Nataša. Mislim, nič konkretnega, vse so konkretne zadeve, ampak ne pa taki detajli. On je pač bil bolnik, pacient, in so neke in tako so ga tudi tretirali. To tudi poudariti. Ona dva sta bila vseeno medicinsko osebje in sta z njim pač delovala tako kot z vsemi drugimi pacienti. Seveda, mogoče malo na drugačnem nivoju, ampak on je bil pacient in z njim sta se tudi v bistvu pogovarjali kot pacientom. In sta tudi rekla, da je bil dober pacient, da je poslušal in da je pač ubogal, kar mu je bilo rečeno. Kaj vse pa dogajalo z bolnišnično hrano? Sem slišala, da tam pa ni bila preveč pokodu. Bolnišnične hrane za njega ni bilo kaj dosti. On je v bistvu bil mesec pa pol v bistvu noter. Če je bil kdajkoli v bolnišnici v takem stanju, ve, da pač hrana je taka, kot je. Pač pripravljena za bolnika. Dejstvo pa je, da itak Josip Broz potem po 14. je v bistvu kar naglo, pa ta njegova zdravstvena situacija šla navzdol. Bil je priključen tudi na dializni aparat in kot je pač razvidno tudi iz nekaterih pričevanj oziroma spominov, je bil od konca februarja umetni komit, kar pomeni, da seveda ni jedel bolnišnične hrane. Tako da tukaj špekulacij seveda gre v bistvu za predsednika države, zelo v bistvu osebnost, močno, znano in vsi bi radi praktično potegnili kakšne take sočne detajle. Saj je res takšen lik, takšen karakter, ki na nek način usenči vse, kar se dogaja okoli njega. Me je pa zanimalo, kako so, če imate še kakšne informacije o tem, kako so res doživljali ta pritisk zdravniki. Ker vemo, zdaj bom rekla, da je podobno stanje, ampak je pritisk na zdravstveni stroki kar precej velik. In si predstavljam, da tudi takrat ni bil glih mačji kašelj. Tudi kar se tiče svetovnih razmer v tistem času, so bile kar precej burne. Kaj se je dogajalo? Zdravniški poklic je itak težek poklic in v bistvu šlo je za tim res vrhunskih zdravnikov, ki so bili vajeni pač dela pod pritiskom. Večina je poznala že pacienta, je vedela v bistvu, kakšno je njegovo zdravstveno stanje. Jaz mislim, da tukaj pritiski seveda so bili drugega tipa, tudi glede v bistvu te zunanje politične situacije. Vemo, da je takrat konc leta 1979 Sovjetska zveza napadla Afganistan, ki je bila ena od dežel v bistvu neuvrščenih in da je bila tudi pri nas tako malo neugodna situacija, ker se ni vedel, mogoče se malo špekulirali, da bo Sovjetska zveza šla tudi naprej, tako da ker so bile tudi, kako razumem, njihove čete na Madžarskem in mislim, da tudi na mejah Bolgarije, tako da je bilo malo taka situacija. Ampak kot sem že rekla, v bistvu šlo je za tim vrhunskih zdravnikov, ki so bili navajeni delati pod nekim pritiskom. In mislim, da so pač tudi naredili vse, kar je bilo mogoče včasih še več. O tem, da mogoče v enem trenutku zraven ni imel družine, ki bi rekla, mogoče zdaj pa na tej točki pa mogoče nehamo, pa pustimo, da lepo v miru gre. Kaj pa je vaju najbolj recimo presenetilo ali pa najbolj zanimalo, najbolj pritegnilo, ko ste raziskovali
to zgodbo. V bistvu je leto dni življenja, v katerem se je dogajalo kar precej stvari, a ne? In je šlo zelo hitro, ja, dejansko. Vidva se pri razstavi dotakneva v bistvu njegovih zadnjih potovanj v tujino, recimo na Kubo, na srečanje neuvrščenih, Romunijo, a ne. Tako da pa potem pridemo do novega leta, do praznovanja novega leta v Karadžordževu in seveda potem rapidno gre zgodba z njegovim pešanjem zdravja, a ne. Tako kot je tudi Nataša rekla, ne, po 14. februarju se dejansko njegovo stanje res poslabša, takrat recimo nastane tudi scenarij pogreba, a ne. Midva sva ta dokument dobile in je tam datiran 14.2., a ne, to bova tudi imava namen pokazati na razstavi. Tako da, ja, ogromno enih stvari in tudi vse te stvari odpirajo nove stvari, a ne, tako da se zadeva, nasplošno tematika se širi, v vsako smer bi lahko šel dodatno, a ne, in predstavil, ne vem, še kaj dodatnega, zdaj mi, da so tukaj omejeni s prostorom, omejile sva se dejansko tudi s predmeti, a ne, zbrale sva pač nekaj predmetov vezanih predvsem na to obdobje hospitalizacije, pa potem smrti, pogreba, a ne. Ampak ja, vsaka stvar, vsaka še najmanjša tema odpira nove vprašanja, pa se tudi vprašaš, joj, pa bi lahko dobili še koga, a ne, pa bi še to, pa bi še uno, a ne. Res je, tako kot si tudi ti že omenila, dejansko detektivsko, a ne, kar iščeš in kopljaš lahko še naprej, mislim, absolutno tema še za dodelati, za predstaviti še marsikaj, za vključiti še res marsikaj, no, tako da je super stvar, no. Tema za doktorat. Tudi, ja. Mogoče, če se v bistvu sam gremo recimo na zgodbo njegove posmrtne maske, ne, ki je v našem muzeju že kar leta in leta, in vedno smo v bistvu imeli recimo nek zaznam, da je avtor L. Mercina, ker to piše tudi na notranji strani maske, ne, kdo je to, ne, Dajmo povedati za naše poslušalce, kaj so te posmrtne maske. Posmrtne maske so v bistvu, bomo rekli, direktni vtis obraza pokojnika, ne, ki si ga naredi zelo malo po njegovi smrti, ker vemo, da se pač fizionomija kasneje spreminja. In delali so, bomo rekli, predvsem te posmrtne maske pomembnih znanih osebnosti. Ne. Tudi v našem prostoru jih je kar nekaj, mislim, da je v bistvu po nekih raziskavah jih je 99 v teh javnih ustanovah zdaj. In tudi v našem muzeju mislim, da jih imamo vsaj 9. In Titova maska, mislim, da je najmlajša od vseh. Ne. In prav ta maska, se pravi, je skozi bila tukaj, videli smo L. Mercina in tako naprej. Potem pa mislim, da je 2 leti nazaj en od novinarjev ali novinarka, da je začel zgodbo pisati, da se je tudi na nas obrnil, kjer recimo predmete bi izpostavili, pa smo recimo posmrtno masko izpostavili. In hkrati v bistvu tudi pozvala, če kdo karkoli ve na to temo, naj se javi. In res, javil se je praktično potem sin tega avtorja, povedal, da je to njegov oče, Lojze Mercina, in da je v bistvu naredil tudi več posmrtnih mask. Hkrati pa smo dobili na ta način tudi kontakt z tema našima pričevalcema in potem se je zgodba začela samo odpirati. Mi smo takrat vedeli, da posmrtna maska je, potem se je pa začela odpirati. Zvedeli smo pač, kako je nastala, torej par ur po Titovi smrti, ko je bila v bistvu v kleti nekih improviziranih prostorih opravljena tudi zelo dolga 6-urna obdukcija in pred obdukcijo so to masko tudi izdelali. In to je to, ta lepota muzejskega dela, ko v bistvu imaš predmet, imaš par podatkov, pokar naenkrat, pa se pravi, si pa zadeva začne odpirati, dobivati eno zgodbo, ki je zelo, zelo zanimiva. In to v bistvu gre tudi v smer recimo drugih predmetov. In na ta način, tudi za to razstavo, smo želeli izpostaviti nekatere predmete, ki bodo zdaj tudi prvič v bistvu razstavljeni, ki smo jih mi hranili, ampak nikoli povezali v neko tako lepo in pa razumljivo celoto. Dajmo še kakšnega razkriti, še kakšen zanimiv predmet, kaj si bo lahko videl še na razstavi. Na razstavi, odločili smo se, da na razstavo dava delovno uniformo te gospe Miče Zupan, torej te medicinske sestre, o kateri smo prej govorili. Potem smo dali Titovo jutranjo haljo. Možno bo videti tudi značke, ki so bile podarjene udeležencem
pogreba in ki jih je takrat predsedstvo oziroma v imenu predsedstva razpošiljal Ivan Dolničar, takratni sekretar predsedstva SFRJ, in tulc manevrskega naboja častne salve, ki so bile na dan pogreba izstreljene v glavnem mestu Jugoslavije, torej v Beogradu, in potem še po glavnih mestih ostalih republik. No. Tako da malo cukrčkov. No. Ta pogreb je v bistvu bil kar big deal. Je bil že scenarij pripravljen, smo slišali kar precej vnaprej. Kaj se je dogajalo? Ja, pripravljen je bil scenarij, kot je bilo rečeno, že sredi februarja 80, takrat, ko je Titovo zdravje res na eni točki postalo zelo kritično. No. In ja, neverjetno je, kaj se vse v tem scenariju prebere, kako je bilo vse pripravljeno, jasno. Krsto so pripeljali iz glavne železniške postaje v Beogradu v skupščino 5. maja popoldne, kjer je ležal potem do 8. maja do 12. ko je pa potem vsa ta žalna povorka krenila proti dedinjam. Ampak zanimivo, v žalne knjige se pa ni vpisoval v skupščini, ampak v 2 palačah v Beogradu, in sicer v palači Federacije, danes palača Srbije, in v palači družbeno-političnih organizacij. In v eni je sprejemal sožalja Lazar Koliševski, ki je takrat po Titovi smrti takoj prevzel mesto predsednika predsedstva, v drugi pa Stevan Doronski, ki je bil pač takrat predsednik Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije. Tako da res, ja, prihajale so tuje delegacije, se pokloniti Titu, prihajali so športniki, mislim res, kronane glave iz vzhoda in iz zahoda politiki. Tako da res priča o eni osebnosti, ki je v tujini kljub vsemu uživala zelo velik ugled. No. Tukaj je res šlo za pogreb brez primerno, res. Ja, bilo je res ogromno, mislim, da čez 200 delegacij iz 127 držav. Ja. To niso bile samo državne delegacije, ampak tudi delegacije različnih gibanj in tako naprej. In tudi to mogoče še ena zanimiva, spet v scenariju točno pisali, da v bistvu bojo bivale, mislim, da v najbolj kvalitetnejših beogradskih hotelih, ampak da država krije, mislim, da samo za 3. Tako da je res, tam je bilo, ko je Tito umrl, so v bistvu ta scenarij sam vam potegnjen, je šlo vse bajda Bog v bistvu. In točno tako, kot je tam napisano, se je vse dogajalo. Torej ni bilo nobenega nobenih vprašanj, nobenih. Je pa zanimivo mogoče še to, no. Sem tudi v enem televizijskem prispevku gledala, da so tudi v bistvu 2 novinarja, mislim, da iz koprske televizije, takrat že februarja poklicali, da pač morate priti v Ljubljano, so jih dali v en prostor in iz sefa potegnili tole v bistvu scenarij pogreba in želeli od njih, da prevedete v italijanščino. Tako da je bila zadeva res čisto pripravljena, nista smela ven, če sta hotela iti na WC, sta mogla potrkati, da iti ven in spet nazaj. In potem, ko je bila ta zadeva dokončana, spet v sef in praktično do 4. maja se pač ni delala, mislim, se ni dotikala. To je tako fascinantno, zelo težko predstavljivo danes, ni. Ampak si težko predstavljam nek takšen pompozni, gromozanski pogreb, kjer večmilijonska država dejansko spremlja dogajanje. Zanimivo je tudi, no, recimo eden od pričevalcev je tudi znan fotograf, fotoreporter, tudi urednik fotoslužbe Na delu, nekdanji Joco Žnidaršič. On je seveda tudi kot delov urednik fotografije takrat spremljal ta pogreb v Beogradu in je rekel, neverjetno, pred hišo Cvetja, jasno, ogromna tribuna, čeprav mi z Natašo so bile lani v Beogradu, in nimaš občutka, da so tja res spravili tako tribuno in toliko ljudi gor. In on tudi, recimo Joco Žnidaršič tudi govori o tem, kako se je norveški kralj recimo usedel za ta čas, ko so čakali, da so se vsi nabrali tam, pa potem nekje druge, Margaret Thatcher, tako da ja, spomini so, no. Če se dotaknemo še malček privatnega življenja, bom rekla Tita. Takrat se je tudi njegova soproga, sicer odtujena, Jovanka Broz, tudi povpraševala po njegovem zdravju. Kaj se je z njo dogajalo? To je tudi takšen lik, v katerem se mi zdi, da je kar precej špekulacij,
takšne zgodbe se govorijo o njej, ampak je še vedno tako uvita v nek misterij. Ja. Jovanka je bila v bistvu njegova zadnja žena, s katero je res preživel najdlje, da mislim, da skoraj 25 let. Bila je partizanka, pa večkrat v bistvu tudi odlikovana, ranjena, tako da je bila v bistvu ta prav kaliber, in potem, ko je praktično ona prišla na maršalat oziroma k Titu na dedinje, je počasi, bomo rekli, napredovala. Tukaj, kaj se vmes dogajalo, ne vemo čisto točno. Dejstvo pa je, da so se leta 52 potem poročila. Starostna razlika je bila kar konkretna, mislim, da 32 let, in kasneje se je mogoče včasih izkazalo, da je bila tudi razlika pač v intelektu, bomo rekli. Titova žena, recimo prejšnja, Herta Haas, ki je tudi v bistvu zelo zanimiva zgodba, ampak mislim, da ne bi šli zdaj le tja, sta si bistveno bolj parirala. Ampak dejstvo je, da je Jovanka, rekla, prišla tja, tudi po obdobju, ko je umrla Titova ena velika ljubezen, Davorjanka Paunović. Jovanka je v bistvu, kot sem že rekla, prišla na dedinje, poročila sta se, tudi tukaj je bilo zelo politično korektno. Jovanka je imela za pričo Hrvata, Broz je imel pa v bistvu Srba, Rankovića, ki te zgodbe naprej so zelo zanimive. Se pravi, tukaj res se odpira vedno bolj. Skratka, in sta dolgo časa v bistvu kar lepo delovala. Dejstvo pa je, da se je tam v začetku 70-ih let začel v bistvu, mislim, kako bi rekla, ne spori, ampak v bistvu to sobivanje je bilo vedno bolj nemogoče. Tako da je v bistvu Jovanka šla zadnjič z njim na nek obisk v tujino, mislim, da 76. leta, in od takrat naprej je v bistvu bila tudi nekako umaknjena iz njegove bližine. Zato je bilo toliko bolj zanimivo v bistvu odkriti to pismo, ki ga sicer hranijo v arhivu Slovenije, kjer ona v bistvu januarja 80 poizveduje po zdravju svojega moža, ker lahko si predstavljamo praktično, da nekih konkretnejših informacij ni imela, seveda jo pa zanimalo, ker to je bila vseeno oseba, s katero je preživela 25 let, o kateri lahko eni govorijo tako, drugi drugače, ampak dejstvo je, da sta pač sobivala toliko časa skupaj, in se mi zdi nekako tudi človeškega stališča razumljivo, pač, da je spraševala. Vemo pa ne, ali je dobila odgovor. Kar žalostno v bistvu. Pismo je tudi na ogledu na razstavi obiskovalcem. Ja, tudi pismo je na ogled na razstavi, tako da si ga bojo lahko tudi prebrali in pač si ustvarjali tudi naprej svoje mnenje. Imate morda še kakšno zanimivost, ki bi lahko naše poslušalce privabila, da si razstavo tudi ogledajo? Pri tej razstavi nismo šli čisto smo šli sicer na nek kronološki lok, ampak da smo noter nekako dajali tudi poudarke na neke druge teme mogoče. V tem primeru recimo na klinični center, ki ga danes poznamo seveda v kontekstu zdravljenja. V tistem času pa, kot smo že prej omenili, je bila pa ena to ustanova, ki je bila res najnaprednejša v tistem času. In tukaj smo zraven v bistvu vmešali tudi recimo zgodbo o sami gradnji kliničnega centra, ki je trajala 10 let, je bila res zelo zanimiva, se je začela z enim arhitektom, Stankom Kristlom, ki ima naprej sicer tako zelo avantgardno idejo, kako postaviti, se vmes v bistvu so se ločile v bistvu te poti arhitekta in pa naročnika. Tudi zaradi tega, mogoče to je zanimivo, ker je večji del denarja bil potem namenjen za gradnjo trga pred skupščino, tako da na račun v bistvu gradnje kliničnega centra. In potem se pravim, to zgodbo tudi peljemo naprej v tem kliničnem centru, kako je nastal ta kliničen center, ker v bistvu mislim, da večina in Slovencev ve, za kakšno zgradbo gre, in da v bistvu preden so prišli predvsem do te končne faze, je bilo zanimivo to, da recimo v času, že v začetku 70-ih let recimo so vanj počasi prestavljali različne oddelke, še preden je bil praktično dokončno zgrajen, ker je bila tudi prostorska stiska, ker bolnišnični objekti so bili na drugi strani Zaloške, je bila tako težka, da so že v času gradnje prestavljali tam, ker je bila zadeva seveda končana, te bolniške oddelke. Dejansko je bila pa v bistvu zgrajena leta 75. Odprta dokončno. Kakšen je bil v bistvu zdravstveni sistem takrat v Jugoslaviji?
Tja, priznam, da za druge republike niti trenutno nimam podatka. Dejstvo je, da je bil klinični center v bistvu objekt, kamor so prihajali v bistvu primeriti tudi z ostalih republik Jugoslavije. Tako da je bilo tukaj ogromno teh tujih pacientov pač iz drugih republik. Tako da je bilo tukaj tudi univerzitetni klinični center kasneje, kjer je bil tudi izobraževalni proces v bistvu zelo močen. Tako da je bila res taka top ustanova na tem področju. Ne. Ampak sam zdravstveni sistem je bil pri nas zelo močen. Ja. Zelo močen na tem mestu. Tako da v bistvu mislim, da že po drugi svetovni vojni, ker so pač to, bomo rekli, te obdobje otroških bolezni preživeli, da je šlo v smer zdravstva v bistvu zelo velik napor. V bistvu je bil res s sistematskimi pregledi, z mrežo bolnišnic, zdravstvenih domov, z obveznimi sistemom cepljenja, zobozdravstvena oskrba, ravno tako. In dejansko prav v 70-ih letih recimo smo imeli Slovenci največji obseg zdravstvenih pravic. Tako da res takrat je prišlo kar do, mislim, luksusno, dejansko. Res. Ja, na tej točki se pa spomnimo še enkrat, če smo še potrebovali kakšen opomnik, kako dragoceno je v resnici zdravje. In s tem bi jaz tudi zaključila naš današnji pogovor. Najlepša hvala Ireni Ribič in Nataši Strlič, da sta bili z nami in sta nas popeljali nazaj v leto 1980 v ta zanimiv čas, zanimiv kot takega živimo tudi danes. No, dragi poslušalci, jaz pa vas ponovno vabim v Muzej novejše zgodovine Slovenije, ki se nahaja v Sekinovem gradu v ljubljanskem Tivoliju, na razstavo Tekma je bila odpovedana, ki je na voljo od 12. maja dalje. Naj vas tukaj še spomnim, da v času koronavirusa se je muzejski bonton rahlo spremenil. V muzej lahko seveda vstopamo le zdravi in brez znakov okužb dihal. Ob vstopu si razkužimo roke in uporabljamo zaščitno masko, posebno pozornost pa posvečamo higieni rok in kašlja. Mi se že veselimo vašega obiska in ponovnega snidenja prihodnji mesec z novo epizodo MNZS podcasta. Do naslednjič pa ostanite zdravi in ustvarjalni.